V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Lepo pozdravljeni pri prenosu svete maše iz Zdraveljske cerkve. Zbrani smo na praznik Božjega učlovečenja. Bog je postal človek, da bi mi lahko postali bolj božji. Naj bo to danes praznik hvaležnosti, praznik veselja, pa tudi praznik odločitve, da bi radi šli po poti za Kristusom. Patri danes mašujemo za žive in pokojne župljane, za pokojnega Franca Črnivec, za pokojno Danico Popovič, za pokojne Franca Alojzija Vinka Božič ter Julko Kromar, za pokojne iz družine Mesojednik in Matijašič, za pokojno Tereziko Jurca ter za pokojnega Martina Tavčar. Pridružujemo pa tudi vse vaše namene, molitve, jih skupaj polagamo na oltar pred Gospoda, da pa bomo vredno obhajali te svete skrivnosti, pa najprej prosimo Gospoda njegovega odpuščanja. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin Očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, Svetim Duhom, v slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Dobri Bog, človeka si čudovito ustvaril in še čudoviteje prenovil. Daj nam, da bomo deležni Božje narave Kristusa, ki je s svojim rojstvom postal naš brat in s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige preroka Izaija. Kako ljubke so na gorah noge glasnika, ki oznanja mir, prinaša veselo novico, oznanja rešitev in pravi Sionu. Tvoj Bog kraljuje. Poslušaj, tvoji stražarji povzdigujejo glas, vsi skupaj vriskajo, saj gledajo iz oči v oči Gospodovo vrnitev na Sion. Vzklikajte, vriskajte vse skupaj jeruzalemske razvaline. Kajti Gospod je potolažil svoje ljudstvo, odkupil Jeruzalem.
Gospod je razgalil svojo sveto roko pred očmi vseh narodov in vsi konci zemlje bodo vedeli, kako naš Bog rešuje. To je Božja beseda. Vsa zemlja bo videla Božjo zmago. Pojte Gospodu novo pesem, ker je storil čudovita dela. Zmagala je njegova ljubezen in njegova vsemogočnost. Vsa zemlja bo videla Božjo zmago. Gospod je naznanil, da prihaja odrešenje, narodom je razodel svojo pravičnost, dokazal je svojo dobroto in zvestavo, blagor svojega ljudstva. Vsa zemlja bo videla Božjo zmago. Vsi kraji zemeljske oble so videli, kako naš Bog rešuje. Radujte se v Gospodu vse dežele, veselite se s petjem in godbo. Vsa zemlja bo videla Božjo zmago. Pojte Gospodu ob spremljavi na strune, s harfom in glasnim petjem. Rok naj trobi, donijo naj trobente, slikajte Gospodu kralju vsega stvarstva. Vsa zemlja bo videla Božjo zmago. Berilo iz pisma Hebrejcem. Velikokrat in na veliko načinov je Bog nekoč govoril očetom po prerokih, v teh dneh poslednjega časa pa nam je spregovoril po sinu. Njega je postavil za dediča vsega in po njem je tudi ustvaril svetove. On je od svit njegovega veličastva in od tis njegovega obstoja z besedo svoje moči nosil vse. Potem, ko je uresničil očiščenje od grehov, je v nebesih sedel na desno veličastja. Postal je toliko višji od angelov, kolikor odličnejše ime od njihovega je dobil. Komu od angelov je namreč kdaj rekel: ti si moj sin, danes sem te rodil. In spet: jaz mu bom oče in on mi bo sin. Ko vpelje prvorojenca v svet, spet pravi: pred njim naj se priklonijo vsi Božji angeli. To je Božja beseda. Zasvetil nam je posvečeni dan, ljudstva pridite in počastite Gospoda. Danes je namreč zasijala velika luč po vsej zemlji. Aleluja, aleluja, Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. V začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi in luč sveti v temi, a tema je ni sprejela. Bil je človek, ki ga je poslal Bog, ime mu je bilo Janez. Prišel je zaradi pričevanja,
da bi namreč pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči. Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci. Vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz krvi, ne iz volje mesa, ne iz volje moža, ampak iz Boga. In beseda je meso postala in se naselila med nami. Videli smo njeno slavo, veličastvo, ki ga ima od očeta kot edinorojenji sin, polna milosti in resnice. Janez je pričeval o njej in klical: to je bil tisti, o katerem sem rekel, ta, ki bo prišel za menoj, je pred menoj, ker je bil prej kakor jaz. Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo. Postava je bila namreč dana po Mojzesu, milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu. Boga ni nikoli nihče videl. Edinorojeni Bog, ki prebiva v očetovem naročju, on nam je razložil. Poslušali smo Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Prvi dve maši božičnega dne, polnočnica in jutranja sveta maša, sta v Božji besedi poročali o dogajanju tega dne, o polnoči o Jezusovem rojstvu, zjutraj o obisku pastirjev. Pri tej sveti maši pa nas Božja beseda želi povabiti k globljemu razmišljanju. Želi, da premišljujemo o teh čudovitih skrivnostih Božjega odrešenja, dogajanja, ki smo ga poslušali v Božji besedi o polnoči zjutraj. Beseda ne govori več samo o zunanjem dogajanju, ampak gre globlje, govori o tej Božji razsežnosti v zunanjem dogajanju. Mali otrok, ki se je rodil, je Božja beseda, edinstvena in prav posebna Božja beseda, da bi nas uvedel v razumevanje te veličine Božje besede, se evangelist Janez v odlomku, ki smo ga brali v današnjem evangeliju, vrne prav na začetek stare zaveze. Tako kot se prvi stavek Svetega pisma prične z besedami v začetku, tako tudi evangelist Janez svoj evangelij, da bi opisal dogodke povezane z božično skrivnostjo, začne s podobnimi besedami. V začetku je bila beseda, beseda je bila pri Bogu, beseda je bila Bog, vse je nastalo po njej. Stvarjenje, Bog, ki izgovarja besedo, nastane zemlja, vse je po Božji besedi ustvarjeno. Janez nam želi povedati, da je ta Božja beseda, ki je enaka Bogu, ki je Bog, tisti, ki vse ustvarja, ki vse tudi posvečuje. Evangelist Janez v tem svojem pesniškem uvodu zapiše svoje spoznanje, svoje prepričanje, svojo globoko vero, da Bog, ki je po svoji besedi ustvaril svet, po njej želi svet tudi rešiti. In ta beseda, ki jo pošilja v odrešitev ljudi, je novorojeni v Betlehemu, Božji sin, najpopolnejše Božje razodetje. Če je do sedaj Bog svojo besedo pošiljal po prerokih, po posrednikih, bi lahko rekli, sedaj ta beseda sama pride med ljudi. Beseda postane meso, se učloveči, se materializira. Nobenega posrednika ni več. Čeprav se to zgodi na paradoksalen, skoraj izključujoč način, saj Božja beseda se razodene v otroku, ki ne more govoriti,
ki še ne more govoriti, ne more izreči nobene besede. Zakaj? Morda zato, ker Bog želi spregovoriti po dejanjih. Ne le človeška beseda, sedaj bo Božja beseda navzoča, živa, dejavna v dejanjih tega otroka, v dejanjih Jezusa Kristusa. Tu se bo razodeval Bog, ko bo besede evangelija podkrepil z dejanji, življenjem, živo Božjo besedo v Jezusu Kristusu. On namreč ne samo izgovarja to Božjo besedo, ampak jo uresničuje, v njem je uresničena, on je ta Božja beseda. Uresničiti pa jo želi tudi v vsakem, ki ga posluša, tudi v vsakem izmed nas. Evangelist Janez namreč v svojem uvodu spregovori še o eni resničnosti tega prihajanja Božje besede na svet. V svojo lastnino je prišla, pravi Janez, toda njeni je niso sprejeli. Sprejeti je potrebno Božjo besedo. Ta namreč ni vsiljiva, Bog nas ne sili, ampak nam ponuja svoje razodetje, svojo besedo učlovečeno, ponuja nam svoje odrešenje. In evangelist Janez tako lepo povzame, tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci. Ta otrok, ki se je rodil v Betlehemu, človeku, vsakemu posamezniku, tudi vsakemu izmed nas ponuja svojo milost in resnico, pravi evangelist. Se pravi milost kot tisti dar, ki nam omogoča, da zaživimo to Božje življenje, življenje Božjega otroštva, da zaživimo naše odrešeno življenje. Daje pa nam tudi resnico kot trdnost, kot temelj, kot skalo, na katero lahko postavimo svojo hišo, svojo vero, svoje življenje, na katero lahko postavimo svoje odločitve. Seveda moramo zato najprej sprejeti ponujeno Božjo roko, sprejeti njegovega sina, otroka v Betlehemu, sprejeti luč, ki prihaja na svet, ki prihaja v temo, ki jo ne sprejema, pa potrebuje tudi nas, da to luč razširimo. In potrebno je temu novorojenemu tudi dovoliti, da se rodi v nas, v meni, v mojem srcu, da tam zaživi, da tam prižge svojo luč, da jo bom lahko delil naprej. Dopustimo mu to, kajti samo tako bomo lahko zares doživeli Božič, samo tako bomo lahko zares tudi mi luči v tej temi sveta, tudi mi bomo tako deležni Božjega delovanja preko nas. Amen. Vas povabim, da skupaj izpovemo našo vero in ker je danes dan učlovečenja Kristusa, vas tudi povabim, da če morete, pri besedah se je utelesil po Svetem Duhu, pokleknemo ali pa se vsaj priklonimo, lahko v smeri jaslic, če jih imate doma postavljene, ali pa v smeri kakšne svete podobe. Molimo skupaj. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen
in tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve, in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnem veku. Amen. Skupaj smemo obhajati čudovito skrivnost našega odrešenja. Vsa zemlja se je v sveti božični noči razveselila učlovečenja Božje besede. Hvaležni za ta nezasluženi Božji dar se obrnimo k nebeškemu Očetu in ga prosimo: Nebeški Oče, novorojeni odrešenik nam oznanja mir, prinaša veselo oznanilo in oznanja rešitev. Naj kristjani svojim življenjem nadaljujemo njegovo delo. Prosimo te, usliši nas. Na veliko načinov si nekoč govoril po prerokih, prosimo te za pastirje cerkve, naj bodo do konca sveta zvesti glasniki evangelija tvojega Sina. Prosimo te, usliši nas. Novorojeno dete je resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka. Prosimo te za državne voditelje, naj služijo vsem ljudem. Prosimo te, usliši nas. Ob rojstvu tvojega Sina so angeli ljudem oznanjali veliko veselje. Naj vsi ljudje dobre volje z veseljem spolnjujejo tvojo voljo. Prosimo te, usliši nas. Jezus je luč, ki sveti v temi, naj tvoja luč zasveti tudi v srcih osamljenih, zapuščenih in obupanih. Prosimo te, usliši nas. Na priprošnjo svetega Roka se usmili vseh obolelih s koronavirusom in drugih bolnikov in njihovih svojcev v naši domovini in po svetu. Prosimo te, usliši nas. Podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim pomagali. Prosimo te, usliši nas. Prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo. Prosimo te, usliši nas. S papežem Frančiškom molimo, da bi se naš osebni odnos z Jezusom Kristusom napajal iz Božje besede in iz molitvenega življenja. Prosimo te, usliši nas. Nebeški Oče, po rojstvu tvojega Sina prejemamo iz tvoje polnosti milost za milostjo. Ko se ti na ta božični dan zahvaljujemo za prejete darove, te prosimo, usliši naše prošnje po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Molimo, bratje in sestre, naj Bog, vsemogočni Oče, sprejme našo skupno daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok. Hvala v čast svojemu imenu, blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Bog naš Oče, naj ti ugaja daritev današnjega slovesnega praznika. Z njo te hočemo najbolj popolno počastiti, da bi dosegli popolno spravo in mir s teboj po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog. Tvoja beseda se je učlovečila in v tej skrivnosti nam je zasijala nova luč tvoje slave. V vidnem odrešeniku se razodevaš ti, nevidni Bog, da bi v nas razumel ljubezen do tega, kar nikoli nobeno oko ni videlo. Zato z angeli in nad angeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico tvojemu veličastvu in nenehno vzklikamo: Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na dan, ko je blažena Marija, brezmadežna devica, rodila svetu odrešenika, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere, kadar uživamo ta kruh in pijemo iz keliha, oznanjamo tvojo smrt, Gospod, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja, zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo,
naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo v oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, za katere ti prinašamo to daritev, pokojne župljane, pokojnega Franca, Danico, Franca Alojzije Vinkota in Julke, pokojne iz družin Mesojednik in Matijaševič, pokojno Tereziko, pokojnega Martina. Vse te si z tega sveta poklical k sebi, s krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi vstanejo v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti. Daj jim, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, Gospod, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, svetim Jožefom z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Kot ena družina Božjih otrok skupaj molimo, kot nas je učil naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas, dobri Oče, vsega hudega, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, ob tvojem rojstvu so angeli oznanjali mir ljudem na zemlji. Zato te prosimo, ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir naj bo vedno z vami. Če vas je pri spremljanju svete maše več, si lahko tudi stiskom roke zaželite Božjega miru, tako nadaljavo, pa vsaj s priklonom. Mir z vami. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podaj nam. Glejte, jagnje Božje,
ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor nam, ker nas Gospod vabi na svojo gostijo. Molimo. Usmiljeni Bog, danes se nam je rodil odrešenik sveta, ki je začetnik našega božjega rojstva. Prosimo, ohrani v nas ta svoj dar in nam podeli tudi nesmrtno življenje po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Pater Primož bo povedal še nekaj oznanil, pa ga povabim za ambon. Čeprav danes ni nedelja, je prav, da vam dam nekaj informacij, nekaj obvestil. Torej, danes po tej sveti maši, kot ob nedeljah, povabljeni k prejemu svetega obhajila ob 10. in kolikor časa bo trajalo. Potem pa tisti, ki bodo spremljali sveto mašo ob 10. bodo lahko prišli k obhajilu okrog 11:30. Jutri
je maša se pravi, je delovniški urnik obhajilo zjutraj in zvečer, maša, prenos maše ob 17. uri, v nedeljo svete družine, pa zopet torej nedeljski oziroma praznični urnik z sveto mašo ob 9. in sprejemo obhajilo ob 10. in po 12. Tisto, kar je pomembno za teden, ki se začenja potem, je to, da se bomo, če ne bo nobenih sprememb, vrnili k svetim mašam z ljudstvom, kar pomeni, da bo v naši cerkvi mogoče sprejeti do 20 oseb, posameznikov ali družin ali oseb iz istega gospodinjstva. To je to, kar zaenkrat omogočajo predpisi, to je to, kar zaenkrat omogočajo navodila, da bi se izognili gneči in slabi volji. Vas povabim, da podobno kot se naročite, kot rezervirate svojo prisotnost pri svetem obhajilu, vas povabim, da enako ravnamo tudi, kar se tiče prisotnosti pri svetih mašah. Kot rečeno, vsak dan med 9. in 10. uro bo nekdo v pisarni sprejemal vaše naročila, sprejemal klice. Možno je tudi poslati, se pravi, vaše naročilo po elektronski pošti in tudi to bomo obdelali. V župnijski pisarni je še vedno mogoče dobiti kadilo, mogoče je dobiti oglje, lahko kupite tudi še koledarje za leto, ki prihaja. Naj vas pa samo spomnim, da je na mizici za tisk, poleg vsega rednega tiska, na voljo tudi revija Jaslice, ki med ostalim letos prinaša tudi en prispevek o naših župljanih, o gospe Marinki in pokojnem gospodu Janku Svetina. Naj vam zaželim srečen Božič, da bi se ta beseda, ki se je učlovečila pred 2000 leti, lahko še vedno znova naselila med nami, da bi našla prostor v nas, v naših srcih, da bi lahko na ta način živela in delovala še naprej. Prosimo za Božji blagoslov, da bomo v našem življenju, v našem okolju res lahko Božja luč. Gospod z vami. Bog, ki je luč in ljubezen, je z učlovečenjem svojega Sina pregnal temo sveta in z njegovim rojstvom razsvetlil ta sveti dan, naj prežene od vas temo greha in prežari vaša srca z lučjo svoje milosti. Amen. Ob njegovem rojstvu, začetku našega zveličanja, je poslal angela, da je pastirjem oznanil veliko veselje. Naj tudi vaše duše napolni svojim veseljem in vas naredi za glasnike evangelija. Amen. V svojem Sinu, Jezusu Kristusu, je združil zemljo z nebesi. Naj vas napolni z mirom in ljubeznijo, da boste v nebesih vsi pridruženi občestvu svetih. To naj vam podeli vsemogočni, dobri Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo in živimo v Božjem miru.